imate doma prav namensko sobo za VR, kjer je skalibrirano vse. To pa ne. Mislim, samo rabiš pa veliko prostora, ne? Koliko je optimalen, recimo, prostor? 3 metre krat 3 metre si zmagal. Če imaš kakoli manj, je tudi čisto redo. Honestly, tudi če bi tole mizo ven vzel, veliko prostora. Ta mizo, Jaz sem doma ugotovil, da... Kam ne dam to mizo? Da imel VR podcast. Rabiš tiste polje, pa sam spustiš dol. Ne znam s tisto tipko, pa samo šla gor, veš, Sosed gor, Ali pa v tla. Svoj bad cave. V VR svetu imaš lahko več kamer, več luči. Jaz sem doma ugotovil, da tako dolžina, širina brez problema, ne, višina je pač Višina problem. je, ker se moraš stegniti. Ja, kdaj, ali pa mislim, če imaš ne Beat Saber, ampak nekaj podobnega Beat Saberju. Tisti, kakšne bullet. Synth Riders? Ja, Synth Riders, ja, ko moraš kdaj gor. Sem ne počel, ali Synth Riders? Ali pa možno, da je enostavno tist, kaj je že od Body Attacka. Body Attack, ne pozna. Vem, da je boxing. Lemil za train... To. Nekaj tazga, ja, pač, to pa ja. To je drugač, po mojih izkušnjah, vsajno se moje izkušnje niso tako široke, ampak tako, kar se tiče fitnessa pa VR-a, je to top shit. Ja, ker imaš osebnega trenerja tam noter dejansko. Tako, ampak je tako, bi rekel, da najbolj razgibana, neka simulacija boksinga v bistvu, no. In kaj, boksaš zrak? Imaš tarče, imaš na vsaki strani. To je igra. Tarče imaš na vsaki strani, no, pa tudi v real life pa ne rabiš ničesar, nobene bokse sreče. No in tam pač moram potem paziti, da ne udarim preveč. Ti še posebej, Dangi, ko si velik. Ja, to. Ekstra velik. Ne udarim preveč visoko, no. Ja, ker je pač tam že potem strop. Ja, ne, to pa ja. Se strop je kar, ja. Dokler si primer, pa lahko roke iztegneš v prostoru, se mi zdi, da je čisto v redu, v bistvu. Ker se načeloma zelo malo igr se dejansko rabiš fizično premikati v prostoru, ne. Zato se mi zdi, dokler lahko raztegneš roke, je pač v redu, imaš dost velik prostor. Mislim, imaš tudi ogromno igr, ki sploh ne potrebujejo nekaj prostora za premikati. Recimo imaš Vito simulator, ne, se pravi. Da si v letalu. Se pravi, si v nekem kokpitu, pa imaš pol celoten kokpit. Imaš dashboard pol. Celotna zadeva. Zelo je napreden, bom tako rekel, zelo težko. Veliko ljudi v eni uri ne morejo vzleteti letala. Ne more zalaufati. Ja, ker ne znajo, ne? Ker to imaš res dejansko, kot da bi letalo imel pred sabo. In to imaš ogromno res zagreto skupnosti, mislim, ljudi, kar se tega tiče, se pravi, kako prav zalaufati, kako leteti. Imaš tudi kak tutorial šolo, kjer te nauči, kako uporabljati celotno to kontrolno ploščo? No, to pa ne vem, mislim, da imaš pa manual zraven, da imaš knjiga. Imaš dejansko knjigo, ne? Dejansko pravi simulator, če hočeš naučiti, odpri knjigo. Ja, in imaš res, mislim, da one-to-one rekreacije. Pač videne skoraj vseh letal. Fighter jetov, a niso bolj fighter? Fighter jeti bolj, ja, sicer, ampak Fighter jeti? Ja, in to res, ker polka snotar vidiš, koliko je to dejansko zastarelo, ne? Ja. Pa so to simulirani novi fighter jeti? Oh my god, Marko. F-15, F-14, unike so... F-14, F-15, mislim, da sta notar, ne? Zice, nisem nekdo, Maverick sem pred kratkim spregledal. Jaz na to ne spoznam, tako da... Jaz se tudi zelo malo, ampak imajo ogromno. Mislim, da ima tudi mod supporta. Ne, da lahko ljudje svoje dajo noter. Nisem 100% na tem, ampak je...